Zakon o malem delu, kot veste, nas čaka referendum na to temo in želeli bi predvsem v javnosti si debate o argumentih, kaj zakon o malem delu res prinaša. Po našem mnenju sledi predvsem dvema ciljema. Na eni strani zagotoviti pogoje, da študent naj študira, torej osnovne pogoje, da bo študentom omogočeno več časa posvečati študiju in ne delo ob študiju. Ta pogoj je zagotovljen v zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kjer se drastično spreminja cenzus za pridobitev štipendij. Iz 300 evrov minimalne plače na 600 evrov povprečne plače, to pomeni, da bo mnogo več štipendij, bistveno več kot kadarkoli v zgodovini Slovenije, in to je pomembno, da država na nek način da pozitiven signal študentom in jim z štipendijami omogoči študij. Na drugi strani želimo vseeno omogočiti, da bo študent ob študiju lahko delal. To je ključnega pomena in ne ukinjamo tako imenovanega študentskega dela. Ga omejujemo na 720 ur letno, samo za primerjavo. Če primerjamo študijski proces, v povprečno traja letno 750 ur. Tako da ne moramo si privoščiti, da je omogočeno delo več, kot traja sam študijski proces. Naprej, študenti in dijaki bodo lahko zaslužili 6000 evrov letno, že po sedaj veljavnem študentskem delu. Okrog 90% vseh, ki so delali, je zaslužilo manj kot 6000 evrov, kar je zelo pomemben argument, zaradi tega, ker so vsi govorili, da bomo študentje pahnili v revščino, in to ne drži. Zaslužili bodo lahko več denarja oziroma približno enako in bodo pač omejeni na to, da bodo se več posvečali študiju. Zdaj, kaj je ključnega pomena, in to je drugi cilj, govorimo o socialni varnosti. Danes študentsko delo predstavlja najbolj neoliberalno obliko dela. Študent sicer zasluži nekaj denarja, nima pa nobenih pravic. In naš cilj je zagotoviti neko socialno varnost, ker bo študent in dijak s tem, ko bo delal, imel pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje in pa predvsem štele se bojo mu delovne izkušnje, torej mu bodo priznane. Ker zakaj je to pomembno? Mlad človek, ki stopi na trg dela, od delodajalec od njega pričakuje vpogled nekih delovnih izkušenj in kljub temu, da je skozi študijski proces delal, teh delovnih izkušenj nima priznanih. To bo sedaj spremenjeno. Naprej, ko govorimo o socialni varnosti, imamo probleme z študenti, ki ne dobijo denarja od delodajalcev. Sedaj bo ustanovljen rizični sklad, ki bo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in študenti bodo za svoje delo lahko prejeli tudi denar, ki ga drugače danes niso. Rizični skladi so bili uveljavljeni znotraj študentskih organizacij oziroma študentskih servisov, ampak je problem bil, da so se pri polovici leta izpraznili ali pa jih nekateri študentski servisi sploh niso imeli. Jabolko spora in ključno mogoče tudi za javnost. 30 milijonov evrov, s katerimi operirajo študentske organizacije in študentski servisi, je pod nobeno kontrolo, ni pod nobeno kontrolo. To je problematično iz vidika porabe javnih sredstev in zato bomo ta finančni del omejili. Del sredstev dali na javni razpis, kjer bo potrebno natančno predložiti projekte in bodo lahko študentske organizacije še naprej funkcionirale nemoteno, ker jim bodo zagotovljena neka osnovna sredstva, kot tudi študentskim servisom. Je pa res, da malo delo ne bo več profitabilno, kot je bilo danes študentsko delo. In da zaključim, bistveno za vse tri skupine, za študente, brezposelne in upokojence je, da malo delo zanje predstavlja zgolj legalen dodatni vir zaslužka. Pri tem je zagotovljena socialna varnost, ker zraven tega dodatnega zaslužka vse tri skupine ohranjajo svoje pravice iz prvotnega stanja. Kaj to konkretno pomeni? Brezposelni bodo do 200 evrov mesečnega zaslužka še naprej prejemali denarno nadomestilo, upokojenci ohranijo svoje pokojnine enake. To jim predstavlja malo delo samo nek dodaten vir zaslužka in mi ne vidimo čisto nič slabega v tem. Vse, kar imajo od tega zakona je, kot se že povedal, možnost dodatnega vira zaslužka in neposreden stik z delodajalci, kar po našem mnenju predstavlja prej redno obliko dela, prej lažji prehod v redno obliko dela, kot pa začaran krog brezposelnosti, kot je bil podan očitek v javnosti. Zato upamo, da bodo res v javnosti prevladali argumenti in da bo zakon o malem delu sprejet. Eni zadnjih argumentov študentskih servisov so, da če bo država zdaj skrbela za to posredovanje del in tudi za izterjavo nekakšno preko rizičnega sklada, oziroma sploh, če pa delodajalec ne vrne napotnice, so precej zvezane roke in oni trdijo, da zdaj se oni trudijo za svoje stranke, torej za študente, in da, ko bo to prevzel na primer Zavod za zaposlovanje, da bo pač to povsem šlo iz rok in bodo študenti še na slabšem, predvsem tisti, ki nimajo izplačenih prihodkov, ki je zagotovilo
da vendar ne bodo dobili. In kako bo to potekalo, če ne bodo imeli pač zasebniki? Glede, ključno vprašanje je, da status quo, takšen kot je danes, ne ščiti študenta v ničemer. Kjerkoli je študent naletel na delodajalca, ki mu ni izplačal plačila, ga študentski servis ob tem ni obvaroval. So bila denarna sredstva študentskega servisa, ki je prejemal denar od tega dijaka in študenta, ga pa ni zavaroval. Preventiva je sedaj omogočena v novem zakonu. Delodajalci bodo v bazi podatkov in vsak delodajalec bo mogel imeti vse podatke pri izdaji napotnice. Preverjeno bo, ali sploh lahko izda napotnico, za koliko ur malega dela lahko izda napotnico in s tem bo v bistvu vpisan v register, preko katerega bo zajamčeno državi, Zavodu Republike Slovenije, da ga bo lahko terjalo. Rizični sklad bo namenjen iz sredstev, ki bodo namenjena za to, da se poplača študenta in dijaka, prejel jih bo pred izterjavo študent in dijak in to bo potem stvar države oziroma zavoda. To je ključno. Študent se s tem ne bo ukvarjal. Danes pa se ni mogel obrniti na nikogar, ker ni bilo zadoščeni nobenih pravic in ni imel nobenih pravic. In na koncu govoriti, in to je smešno, da se nekdo postavlja za pravice študentov danes v okviru obstoječega študentskega dela, je žalostno. Podporo zakonu? Glede, koalicijske stranke sigurno nimajo toliko finančnih sredstev na voljo, kot jih ima študentska organizacija. Mi bomo pretehtali vse naše možnosti in skušali predvsem z argumenti nastopati v javnosti, predstaviti z terenskimi kampanjami, tribunami, ljudem, ki bodo zainteresirani izvedeti, kaj malo delo res prinaša. Na ta način bomo izvedli kampanjo, se še pogovarjamo kako, veste, da je veliko drugih še aktualnih tem in da moramo vsem posvečati enako pozornost. Je pa dejstvo, da bomo skušali pač se čim bolj vključiti v kampanjo in iti na teren med ljudi. Če lahko Dejan samo morebiti oriše delna pričakovanja glede referenduma o malem delu, kako si ga zamišljajo na eni strani, seveda študenti, na drugi strani, kako je sploh opcija v razpisu. No, na koncu je treba vedeti, da bomo šli z vsemi argumenti za to, da referendum dobimo. Želimo si, da pride do referenduma, mora priti, ker so zbrani vsi podpisi, tako da kampanja upam, da se bo začela čim prej, mislim se je že, tako da jaz verjamem, da bodo ljudje spoznali argumente, ker trem skupinam, ki so danes pred največjimi izzivi v današnji družbi, to so mladi upokojenci in brezposelni, prinese malo delo zgolj večjo pridobitev in več možnosti za stik z delodajalcem, kot pa današnja ureditev, ki študentom ne prinaša nobene socialne varnosti, upokojenci in brezposelni pa nimajo možnosti dodatnega zaslužka. Tako da je en korak naprej pri urejanju trga dela in mi bomo pač vztrajali na tem, da to v kampanji prikažemo. Kar se pa tiče na koncu samega izida, se veste, napovedi so težke, ampak mi verjamemo v to, da bomo uspeli pripričati ljudi, da glasujejo v večini za malo delo. Hvala. Lep pozdrav vsem.